Drage dame, spoštovani gospodje, prijatelji in prijateljice košarke, prisrčen pozdrav in dobrodošli v družbi AS podcasta. Pred nami je veliki finale lige NBA, še en delček v mozaiku izjemnega leta, športnega leta za Slovenijo, in to je spisal Luka Dončić svojo ekipo, ki ga bomo spremljali seveda v naslednjih tednih v velikem finalu proti Bostonu, in ravno s tem razlogom smo se zbrali za tem čudovitim omizjem v družbi treh prečudovitih gostov. Na moji levi kot prvi Luka Štacin, lepo pozdravljen, Iztok Franko, živjo, in pa Mirko Mulalić, ki danes doživlja svoj debi v podcast svetu, če se ne motim. Lep pozdrav vsem. Prvi podcast za Mireta, ali kaj? Prvi podcast za Mireta je to, ja? Še ena kljukica v mojem življenju. Ena kljukica. Zdaj, Sinička mi je na uho, včeraj niti ne rekla, ampak bolj ko ne zapisala, da imamo danes vse od zategnenega profesorja telovadbe, ki uporablja besedno zvezo varanje meta, do propadlega košarkarja, ki je podoben sestradanemu Marku Miliću in je dodal great mix. In zdaj me zanima, se pravi, mi smo štirje, imamo dve osebi, ki sta bili opisani na tak način. Kdo sta ti dve osebi in hkrati kdo je vmes? Jaz bi rekel, da profesor telovadbe je gospod Franko. Dobro. Glede na zadnjo sliko in bauhejle Marka Milića sem pa po vsej verjetnosti jaz Marko Milić. A ti si propadli košarkar? Ja, ne, v bistvu res nisem. Ne. To si pa ti, stari. Ne, to je... Kako je on propadel, stari, igral je za Olimpijo, zdaj hara. Zdaj se počutim, kaj uni. Sem je pa najbolj podoben Marku Miliću. Pričeska pa ja. Se počutim, kaj diskoteka včasih, bila tista igra detekcije, sam jaz ne vem, kjer sem jaz. Igra detekcij, bravo. V glavnem, pustimo to pri strani, ne vem, kdo je kdo. To je zdaj stvar interpretacije in debate. Si učil telovadbo kdaj? Ne, da bi jaz vedel. Jaz tudi nisem. Saj ne uradno. Jaz tudi nisem učil telovadbe nikoli. No, detekcije. Jaz sem bolj malo v šolo sploh hodil. A učil si pa. Tako da zelo težko bi jaz učitelj. Odlično. V glavnem, fantje, zbrali smo se, da pokomentiramo pred začetkom NBA finala, kaj lahko pričakujemo. Na kratko se bomo dotaknili tudi tega, kaj smo videli v konferenčnih finalih. Vredno je bilo videti predvsem igro Dallasa proti Minnesoti, pa bi mogoče tukaj začel. Istok, a je tebe bolj Dallas navdušil ali te Minnesota razočarala, glede na to, da je bilo serije konc 4-1, pa v bistvu po prvih treh tekmah je bilo bolj kot nejasno, kam vse skupaj vodi? Ne, mene je definitivno bolj Dallas navdušil. Se mi zdi tudi pred vsako serijo, pa pol bomo govorili tudi pred finalom, je vprašanje, a lahko oni obrambno pa zdaj ustavi novo zvezdo. V prvi seriji sta bila Harden pa Paul George, v drugi Shea pa Williams, v tretji Anthony Edwards, ki je bil pred to serijo, potem, ko je premagal Jokića, napovedan kot nova iteracija Michaela Jordana, Karl Anthony Towns, Minnesota, a lahko Dallasova obramba to ustavi, in vsako serijo je odgovor ja. In v tej seriji recimo je to mene sploh impresioniralo, pa ne glede na to, da recimo načeloma naj bi bil napad Minnesota majčkeno slabši, kot je bil recimo napad OKC-ja, ampak ta Dallasova, bomo rekli, obramba je konstanta, ki vleče in na kateri bojo mogli tudi graditi pol za finale. Zdaj, kar je pa Klesa še dodali, pa to, kar smo se v prejšnjih serijah pogovarjali, da je imel Luka fizično probleme, sploh v zadnji seriji s Kyriem, napadalno mogoče nista bila na tistem nivoju, ali pa številkah, ki smo jih pričakovali med tem, ko je bila ta serija 3 tekme, ki sta dala oba skupaj na isti tekmi več kot 30 pik, se pravi, bom rekel, je klasika, tako klasika, kar smo pričakovali, in tako je Dallas navdušil in je pač suvereno zmagal. Ne bi pa rekel, da me je Minnesota razočarala, ker pač se mi zdi, da ta Dallasov recept, kako so ustavili te zvezde, prej so uporabili na Anthonyju Edwardsu in se pač pokazal za uspešnega. Ja, v bistvu je Dallas tudi tekom tega play-offa marsikaj že preživel. Znal se je tudi prilagoditi, pa na različne načine tekme dobiva. Zdaj v tej seriji proti Minnesoti se je zgodila tudi ta poškodba Derricka Livelyja, ki je bil pol eno tekmo odsoten, vrnil se je hkrati Maxi Kleber. Mire, koliko je to za ekipo, ki se more tako hitro prilagoditi, da manjka tako pomemben člen? A je to zahtevno, oziroma te je Dallas presenetil, kako so shendali vse skupaj? Pa mene niti ne, zaradi tega, ker prave ekipe in ekipe, ki se nekako pririnejo tako daleč v sezoni,
se znajo prilagoditi in dobesedno je vsak igralec od PJ Washingtona pa do ostalih roleplayerjev zelo pomemben v njihovem sistemu. Ampak če ne manjkata Luka oziroma Kyrie, mene ne bi skrbel popolnoma nič. Vse kocke druge se pristavijo. Luka, ti si zelo podrobno spremljal serijo med Bostonom in Indiano, ne? Pa bi mogoče šel za konferenčni finale na drugi strani na vzhodu nate, ne? Pa te vprašal, kdo po tvojem mnenju je največji zvezdnik Bostona v tem trenutku? Jason Tatum, še vedno Jason Tatum, je pa res, da vsaj njihova prva začetna peterka je toliko uravnotežena in prileti lahko iz vseh strani. Ne? Sej, če Jason Tatum ne da 30, pa Al Horford da 5 trojk, pa Jrue Holiday da v njih 22 pik, pa Jaylen Brown da 30, oni imajo toliko nekih opcij, predvsem se tudi na ta način igrajo. Ne? To je ekipa, ki vrže največ trojk v ligi, imajo drugi najboljši odstotek. Glede na to, da sem se zelo dobro pripravil in da sem podrobno spremljal Boston Indiana, je recimo zanimivo, ne, da to pomlad, odkar se je začela končnica, je Boston, ko je zadev ob 40 poskusih v povprečju za 3 na tekmo, če je zadev vsaj 14 trojk, je neporažen, 9-0 je skor, tako da to je, jaz mislim, da ena glavnih prednosti Bostona in to smo videli ne nazadnje tudi v seriji proti Indiani, kjer pa Boston se ni bil toliko prepričljiv, kakor kaže rezultat. Glede na to, da je Boston, oziroma bolj rečeno, da je imela Indiana dobljeni 2 tekmi, predvsem tisto prvo, ko je tudi Rick Carlisle rekel, to je moja krivda, ko je Jaylen Brown zadev trojko pod osebno napako ali ne, v vsakem primeru trojko je metal, kar je bila mogoče napaka. Tako da Boston je, mislim, da sicer imel težje delo, kakor kaže rezultat. Smo pa v vsaki seriji Bostona videli, da je vsaj ena oscilacija oziroma vsaj en padec je in to je una podarjena tekma, ki jo bo dala za grabo, mislim, da z obema rokama oziroma jo ne bojo skockali, tako kot jo je Indiana v teh zadnjih 23 sekundah. Ne. Ja, mi smo itak vsi dosti bolj subjektivno oziroma emocionalno vključeni v te serije Dallasa, pa jih podrobno spremlja cela Slovenija, ne? Ampak Dallas je do določene mere tudi trpel v tem play-offu. Ne? Se pravi, je vsaj po mojem mnenju dosti bolj preizkušena ekipa do finala. V prvem krogu Clippersi, v drugem krogu Oklahoma, najboljša ekipa Zahoda, v tretjem krogu Minnesota. Na drugi strani, če pogledamo Bostonovo pot v finale, ne, zdaj te dni, pa že v bistvu par tednov, ne, govorimo o tem, da je Bostonu bilo ful enostavno priti do finala. Na začetku Miami brez Butlerja, Rozirja in tak naprej, v drugem krogu Cleveland, ki brez Mitchella, mislim, da je tudi Jared Allen manjkal. Zdaj Indiana, pri kateri spet Haliburton ni igral zadnji 2 tekmi in tak naprej. A mislite, da je to prednost za Boston ali je to mogoče potiho lahko tudi prednost za Dallas? Ja, jaz mislim, da verjetno je prednost za Dallas, ne, ker so vsem več teh težkih momentov dali skozi. Tudi Boston, ne glede na to, da je ekipa zmagala 64 tekem, da je dominirala redni del. Jaz sem, mislim, da 2 dni nazaj šel te zadeve gledati. Dallas smo v tem play-offu skor proti ekipam, ki jih je premagal. In to so vse ekipe, ki so zmagale več kot 50 tekem, se pravi 3 serije po 4-12, zgubili so pa 5 tekem, 12-5. In to je procent nekih zmag 70%. Boston recimo v rednem delu, ne glede na to, da je zmagal 64 zmag, je imel proti ekipam, ki so dobile več kot 50 tekem in teh ekip je bilo 7, mislim, da je imel skor 9-6. Se pravi, niso oni tako suvereno pometali tudi s temi najboljšimi ekipami. Ne. Vemo, da vzhodna konferenca je veliko lažja, ali pa so bile veliko manj težkih tekem. Tako da jaz mislim, da oni se bojo mogli dokazati, plus oni imajo 2 zadeve psihološko na sebi, ali pa celo 3. Eno je to, da bojo šli kot favorit v to serijo, čeprav vidim, da se lokalni mediji tega že kar otepajo, to je ena zadeva. Druga stvar, ta njihov večni pritisk, da morajo nekaj osvojiti s Tatumom in Brownom, s to ekipo, če se spomnite, lani so jih že razdirali, ko so izgubili ta nesrečen polfinale, ko so izgubili finale, ko so vodili proti Golden Stateu, pa imeli priložnost. Sprav, oni so teh priložnosti kar veliko zapravili in ta ekipa more, za njih je, tako kot Američani pravijo, championship or bust. Tretji pritisk, ki ga pa jaz vidim, je pa mogoče lahko pol to Mir pove, je pa KP.
Porzingis bo prišel v finale, velik pritisk na njega, ni igral 3 resne tekme v play-offu, ne? Zdaj bo pa mogel prijeti na 100% ali pa 130, kjer bo tudi ogromen pritisk, da bo on zadev te svoje mete za 3, ker je to edini način ali pa najboljši način, da se premaga ta zgoščena obramba Dallasa. Ja, Boston itak lovi v bistvu rekorden 18. naslov v ligi. Oni so 6. v zadnjih 8 letih, v bistvu s tem jedrom ekipe okrog Browna pa Tatuma, pa tu lahko mirno še Horforda v bistvu priključimo zraven, ne, bili v finalu konference. Ne. Tudi čist na začetku, če se spomnimo, ko je še LeBron bil v Clevelandu, je tudi Boston vodil, pa je pa LeBron prišel nazaj, mislim, da po 3-2 zaostanku. Recimo prej trener, zdaj arhitekt, mastermind te ekipe. Ne. V bistvu na nek način je bilo z rdečo preprogo pogrnjeno Bostonu, da pride v ta finale, ne, in glih ta moment, vključno s tem pritiskom, to bo za njih najtežja serija v tem play-offu. Ne? In kako bo ta ekipa reagirala? Imajo kar nekaj veteranov, tudi Jrue Holiday ni človek, ki bo zgubil živce, Al Horford ni človek, ki bo zgubil živce, ki ga tudi moment ne bo ponesel preveč. Ampak glih Porzingis je tle mogoče nek najšibkejši člen. Ne? In če se zdaj ene par zanimivih tematik oziroma storylineov rečejo Američani, ne, imamo tukaj. Na eni strani imamo Porzingisa, ki bo zelo pomemben del Bostona, pa je včasih igral za Dallas, pa se njegova zgodba ni glih najbolj končala v Dallasu, vsi to poznamo. Po drugi strani imamo pri Dallasu Irvinga, ki je igral pred leti v Bostonu, pa je vse prej kot prijateljsko se z Bostonom razšel v tisti njegovi, kako bi temu rekli, bolj temni eri kariere. Obenem se je z Brooklynom že vrnil enkrat v Boston, pa imel incident, ko je dejansko na Lakija stopil na sredini igrišča. Ne? Ptičico je tudi pokazal. Pa ptičico pokazal in tako naprej. Ne? Tako je sam rekel včeraj. The bird. A mislite, da lahko kaj od tega prevaga oziroma da se obudijo te neki občutki ali pa da nekdo zgubi kontrolo zaradi tega, ker se bo na primer Porzingis vrnil v Dallas ali pa Irving vrnil v Boston? A misliš, da Mirko je to realno pričakovati, da bo se nekdo zlomil pod pritiskom? Jaz bom kar direkten. Edini, ki je meni tukaj mogoče psihološko, kljub vsem cvetkam Kyrija Irvinga, mislim cvetkam mediji jih tako označujejo za mene, jaz ne vidim nič narobe pač karkoli s tem fantom v njegovi karieri, ampak edini, ki je tle meni šibek, mi je Porzingis. Kaj bi lahko mogoče to vplivalo na njega. Jaz si želim in hočem, da je pač publika v Bostonu čim bolj hostilna proti Dallasu, ker mislim, da bo performance... Kyrie je že izkušen, mislim, dajmo si natočiti kozarec, ne moramo reči vina, ker ga nimamo, ampak mislim, da Kyrie je že toliko izkušen, mislim, poglejmo to, ta edini naslov, ki ga ima, ne bomo lih rekli, da ga je LeBron odločil tisto finale, ampak je kar gospod Kyrie. Pa imamo enega takega, ne, ki pravi, da je Kyrie dobil prsten, ne, okej? Ne, dobil je 7. tekmo, čeprav je LeBron tudi na 7. tekmi, mislim, da dal 41, no, mislim, on je zadev in šut, no, se to je bilo. Ampak seveda, LeBron fenomenalen, nič nimam proti temu, ampak LeBron na koncu da žogo gospodu, ki je kao vroč, nestabilen, ampak očitno je hladen kot špricer, takrat, ko je to treba. Luka, ne vem, a je še smiselno sploh govoriti, bolj ko so ljudje proti njemu, boljši je, mislim, da ne obstaja boljši košarkar trenutno v NBA, ki igra boljše na gostujočih vročih terenih, tako da jaz to samo vse vidim kot neko vodo na mlin in na nek najvišji odr, za katerega sta ta dva fanta rojena. Jaz mislim, da tukaj... A je Porzingis rojen za to? Bomo videli. Ne vem, če že kje Mislim, to... do zdaj dokazi so bolj, da ni, ne? Ja, mogoče pa bo tole prva njegova priložnost, da dokaže nasprotno. Jaz zaenkrat dvomim. To sem hotel reči za Kyrija, da kukar imata mogoče ona dva drugač odnos, ta Big Brother, ne? Younger brother z Luko, ne? Se pravi on nek veteran, pa mentor, pa Luka sam povedal, pa cela ekipa, koliko jim paše, ne? Da imajo nekoga, ki je miren, racionalen, ki ve, ki pogleda. Ne? Se mi zdi, da Kyriju paše, da ima potem na takih tekmah enega psihopata, ki tam dvorano prvi ubije in potem pa še on dodatko. Se mi zdi, da mogoče, če bi bil Kyrie glavni igralec v Bostonu, ne glede na to vse, mogoče imel v teh situacijah on večkrat probleme. Zdaj se mi zdi pa, da mu paše, da je ta največji pritisk, ne glede na to, kaj bo Kyrie tam, vemo, kdo bo imel prvih 30 minut žogo v rokah, kdo bo prvih 30 minut lomil in potem, ko on že zlomi ali pa ko lomi, potem še Kyrie. Se mi zdi veliko lažje dodano. Se v bistvu, Luka, včeraj smo se pogovarjali, si ti rekel, da je
Kyriejeva idealna vloga je v bistvu Robin, ne pa Batman. Ne? Kar je pokazal tudi v Clevelandu. On je tam pač odigral fantastično serijo. Takrat je v bistvu držal korak z LeBronom Jamesom. Mislim, da na uni tekmi eliminacije, to je bila 5. tekma, ki je Golden State vodil 3-1, sta oba dala 41 pikne. Klej je Kyrie prvo kot je Mirko rekel, dokazan, drugo kot drugo stabilen v takšnih trenutkih, tretje ima pa ob sebi po vsej verjetnosti najboljšega košarkarja na zemlji in jaz mislim, da vsaj kar se tiče te stabilnosti, da Dallas nekih hudih problemov ne imel. In tako, kot sem rekel, edini, ki lahko vsaj delno zaustavi Luko Dončića, je Luka Dončić sam. Ker če se bo on ukvarjal z drugimi zadevami, kot z basketom in heklanjem, ker s heklanjem se more ukvarjati, je pa TD Garden zame ena boljših dvoran, kjer pa dobiš praktično na vsakem koraku se nekdo obscene stvari dere na te. Mislim, to je idealen scenarij v bistvu za Lukata. Si hotel kaj dodati? Samo mogoče ta del, ko mogoče pozabljamo na njega, Kyrie je že, bomo rekli, bil član Big Three-ja in tako naprej, ampak očitno mu paše ta kombinacija, lahko za Luko rečemo neatletska bela verzija LeBrona. Se pravi, kjer je nekdo v vlogi, kjer skrbi za celo ekipo. Luka je človek, ki lahko manipulira ne samo nasprotnika, celotno svojo ekipo, trenerski štab, govorim v pozitivnem smislu manipulirajo, vse vodi, tle pa ta Kyriejeva mamba mentality prihaja. To je človek, ki ni playmaker, dajmo se pač povedati, kot je. To je človek, ki je čisti scorer, pure scorer, ki je talentiran, ki dobesedno ga ne moreš ustaviti, ker ima odgovore na vse tvoje obrambe in mislim, da ta vloga zelo odgovarja, da je nekdo drug zadolžen, da vse to vodi, on pa prihaja na obroke, takrat, ko je treba. Pa to, kar si rekel, ne samo to, da je drugi igralec, vidi se v teh serijah, sploh kaj igralec tipa Luka, da so vse sheme obrambne, 70% rotacije narejen na Lukov pick and roll, na njegove akcije. Ne? In tukaj je Kyrie lažji. Se igra podobno, ampak ves fokus, najboljši obrambni igralec. Ne? Če si predstavljamo, recimo, da bi bil on prvi igralec Dallasa v seriji proti OKC-u, da ga bi Dort njega tepil 7 tekem ali pa 6 tekem, ne? Ta del je, mislim, kjer ima on ne glede na vse talent, ta luksus, da mogoče mu je malo lažji. Mene je v bistvu fasciniralo tekom tega play-offa še en vidik od Kyrieja, kako se je on sposoben prilagoditi in na različne načine pomagati ekipi. Če se spomnimo, on je Jamesa Hardna ubil v obrambi v prvem krogu. Se pravi, tle je dozorel, tle je ta korak mogoče napram tega, kar je bil Kyrie prej. Točno to. On je zame v bistvu res odrastel, do te mere, da naredi točno to, kar je za ekipo. Zame je on MVP prvega kroga bil za napredovanje Dallasa proti Clippersom. V drugem krogu proti Oklahomi, ker sem bili, vsaj jaz sem bil na trenutke živčen, pa dej šutni stari. On si je vzel 3 mete v celem prvem polčasu, ali pa tekmo končal z 9 mete. Vedno si tudi ti na X upisal, da bo pač mogel več metati. Tukaj je, se mi zdi to, do česa se mi zdi v tisti seriji, niti seriji z Minnesoto, sploh še nismo prišli. Če njega poslušate celo sezono, včasih so bile to meni tako malo dejne filozofiri, debate, ampak on skozi govori v nekem šahu, skozi govori, dajte vi, počakamo, da vržejo prve karte, pol bomo, s to samo zavestjo gre, zato so oni mogoče tudi te prve tekme razen proti Minnesoti izgubljali, pa je bila pol panika, kako lahko izgubite, ampak jaz mislim, da so Kyrie, Luka pa J. Kidd, da imajo, tudi če pogledaš njihov ofenzivni rating, tudi v tom sem pisal, v vseh teh serijah raste, iz tekme v tekmo raste in jaz mislim, da recimo mogoče on tudi proti Oklahomi celo čakal, da bi prišla ta tekma 6., 7., ko bi bilo res nujno, da pa on, bomo rekli, po domač več nameče, ampak tako da jaz mislim, da on, kar je včasih te znervira, pa kaj zdaj, kje si, kakšno tekmo celo zgubijo, ampak jaz mislim, da on ima to eno neverjetno samozavest, da čaka in da ve, da ko bo pa res potrebno, pa je zdaj to 5., 6., 7. tekma ali pa zadnjih 5 minut nekaj close game, da bo takrat on svoje dodal. Ker on se naprimer proti Oklahomi zavestno se mi je zdelo odločil, da bo pač asistiral. In da bo... Tudi obramba Oklahome je bila taka. Definitivno, ampak se pravi, je prebral obrambo, v tej seriji me rabijo za to in to bom počel, na tak način bomo mi zmagovali tekme. Okay. In je zdaj prišel igrati proti Minnesoti in bilo spet malo drugačno pokrivanje, je on spet na drugačen način iskal svoje prilike, tudi prevzel na Edwardsu velikrat, ni ga strah te obrambne odgovornosti in ko govorimo o obrambi, je ta kolektiven pristop nekaj, kar je mene mogoče z vidika Dallasa kot ekipe najbolj navdušilo v tem play-offu. Ker dejansko je osnova za vse, kar oni počnejo, je obramba. Napad je pa pol
v bistvu dodana vrednost. Ne. In s tem se mi zdi, da tudi opolnomočijo neke Derricke Jonese, PJ Washingtone, v končni fazi Josha Greene in tako dalje, ki so toliko samozavestni pri metih, tudi če ne gre, nima veze, naslednjo tekmo bo šlo. In ni, vidimo, v končnici se velikokrat zgodi, igralec odigra ful dobro tekmo, ne, in pol misli, aha, zdaj pa gremo, ne, in pol prosti pad se zgodi. Ne. Pri Dallasu pa se mi zdi, da PJ pa Derrick Jones kar jemljata te šute in je neka relativna konstanta tudi pri zadetih teh šutih z razdalje. Vse to je v bistvu vse Luka, odkar je v ligi, on je rabo neke pomočnike okoli sebe in to se je pač iskal. Pa se je iskal z Dinwiddiem, pa se je iskal s Porzingisom, pa se je iskal s številnimi košarkarji. Zdaj, ampak mi smo se takrat pogovarjali, ne vem, Dorian Finney-Smith, ki je šel iz Dallasa, je šlo nadol. Dinwiddie, ki je šel iz Dallasa, šlo nadol. Kje je Bullock, prosim, povedajte mi. Houston? Ne. Houston Rockets? Bullock je na Bullock Islandu. Je dobro, ok. Ampak on igra za Houston. Nerelevanten, potem, ko zapusti. Igral je 10 minut na tekmo. Ja. Kar pomeni, da Luka je te modele, ne, politično korektno rečen, delu toliko boljše, da ko pa on dobi ničken več kvalitete, kar je Gafford, PJ Washington, ok, Derrick Jones je spet tretja pomlad njegove kariere. Ne? Ampak zanimivo je to, da on je Dallas je pripelo in zdaj igra najboljši basket z drugačnimi igralci, ki pa smo mi vsi mislili, da jih Luka ob sebi rabi. Ne? O tem, kar je Luka govoril, ne? Luka je recimo zadnje 2 sezone pred tem shake-upom s to staro generacijo, je bila to ekipa, ki je igrala 5 out, ki je težko branila, ampak so imeli šuterje v Luki in ta spacing, da so mu pustili. In ko so ga podvajali, najdu enega v kotu in Dallas je rekorde podiral zadnje 2 sezone, potem koliko so imeli metov iz kota. Ne? Se pravi, daleč največ v ligi in daleč največ v zgodovini. Naredi sred sezone trade, oziroma že prej z Livelyom, kar naenkrat so oni prvi v play-offu po zakucavanih polobih. Ja. Kar naenkrat greš iz ekipe, ki dominira s kota, iz ekipe, ki dominira na obroču. Ne? In to ti pove, kakšen genij je Luka in lahko ukompinira. On bo najdel praktično vsakega roleplayerja, bo lahko dvignil do nekega nivoja in da bo napadalno super zgledal. Ampak kaj je drugače pa to, da so te fanti obrambno tako močni, pa taki atleti, da pa oni so una baza, kjer potem Kyrie pa Luka ne izpadeta slabo obrambi, ampak imajo nek ta backbone in da tudi ona potem veliko bolj samozavestno branta, ker veta, da ima ta zaščiten hrbet in da ni zdaj, čim ga bo en prebil 1-1, da bo to polaganje ali pa zakucavanje. Pa, koliko ima kle kredita, recimo Mirko, koliko ima kle kredita Jason Kidd? Koliko zaslug za to si lahko jemlje, glede na to, da je Dallas do februarja igral povsem drugačno košarko in koliko težko je to implementirati med sezono? Tle smo videli takoj po tradu, glede na minutažo igralcev, koliko je on tle še iskal, ta pravo zmes in jo je najdu, več kot očitno, tako da ogromne zasluge. Zdaj, koliko je imel besede z GM-om dejansko o tradih, pa koga pripeljati, kdo gre stran, ne vem, ampak verjamem, da veliko. Tako da jaz bi rekel, da kar velike. Sploh ta prilagajanja, tudi zdaj če serije, ki smo gledali, se Jason Kidd vedno bolj izkazuje za odličnega trenerja, kar so včasih prej bili neki dvomi, da mogoče to ni to, da in tako naprej. Mislim, da je to že davno razblinjeno. Tudi to, kar si vprašal, predvsem za obrambo, ne? Jason Kidd pa Sean Sweeney, ne? Tukaj moramo povedati, da ona dva sta tukaj kombinacija in Sean Sweeney je mastermind teh obrambnih schem in Sean Sweeney oba sta dokazala že 2 leti nazaj, preden so tradali Porzingisa, takrat je bil dala super ekipa obrambna. Mislim super, ne to, kar zdaj, ampak recimo top 10 v tisti sezoni. Ne? Polka so dali Porzingisa stran, prepeljali Dinwiddija, Bertansa, so šli zavestno v neko nižjo pa drugačno košarko. Ampak ona dva sta večkrat pokazala, da boste najdla te scheme, da boste znala, če imata dober talent, dobro obrambo postaviti. Bo pa zdaj ultimativni test, pa zdaj proti Bostonu v finalu. Kako boste pa to ganko rešila, če ima to rata, ne? Tako, kot sem prej govoril, še vsak krog so odgovorili, zdaj bo to največji challenge zdaj in če ima to rata, samo res še enkrat, 2krat kapo dol. 2 zadevi sta bili rečeni. Eno so trenerji oziroma Jason Kidd, pa na drugi strani Joe Mazzulla, o kateri bi hotel govoriti. Druga stvar je pa, v bistvu ti si omenil isto, ogromno metov za 3, kar je bilo značilno za Dallas v preteklosti, pa je v bistvu značilno za Boston danes. Ne? Če pa gledam to, da si Luka začel debato o trenerjih, dajmo še ostati. Joe Mazzulla je v bistvu zelo podobno bil tretiran kot Jason Kidd.
lani, sicer z drugačnim izhodiščem, ne, kar tudi veliko pove, Jason Kidd zato, ker se ni uvrstil v play-off, Joe Mazzulla pa zato, ker ni osvojil NBA-ja. Se pravi, standardi so tudi zelo zahtevni, če si trener Bostona, ampak Joe Mazzulla nekako so mu dali to zaupnico in je letos v bistvu odlično speljal sezono, ne? Najboljša ekipa v rednem delu sezone, zdaj so prišli do finala. A je to za njega rešena stvar v smislu coachinga, pa sem dober coach, ali je zdaj ultimativen test, kako bo reagiral v finalu? Jaz mislim, da sigurno je. Ne? Če smo prej naštevali faktorje Bostona, zakaj so pod pressurjem, je Joe Mazzulla sigurno. Ne? Ker tudi zelo mlad trener. Tako, on je 35 let najmlajši. Že od začetka v bistvu on je podedoval praktično najboljšo ekipo v NBA-ju zaradi Ajka. Da je mogoče razlika pri njemu to, da je en letkih trenerov, ki je prišel iz druge vrste. Ne? V NBA-ju vemo, da ta prva vrsta, to so 4 glavni trenerji in potem ostali. On je iz druge vrste prišel kot glavni trener, ampak ima ta luksus ali pa to, recimo ta zaledje, da ga je izbral Brad Stevens, ki je mastermind. Ne? Se pravi, klemu je vsem lažji, saj ekipe, znotraj ekipe nima, bi jaz rekel, ima 100% podporo. Ampak je pa v Bostonu ta pritisk na njega toliko velik, da če bo on zopet, ne vem, Boston začel slabo to serijo, se bojo začela vprašanja, pa zakaj niste za tako ekipo enega championship level trenerja vzeli, tako da jaz mislim, da on je dokazal, da lahko ekipo super vodi, da je super dela, ampak čim se bo začel prvi poraz, bo tukaj pressure neverjeten, v Bostonu sigurno. V bistvu isto je bilo lani, ne? Ja. Joe Mazzulla, cool, pa so pa kar naenkrat od Miamija dobili po kanti, ne? Time-outov. Je bilo pa vse narobe, ne? Spolstrate po šolo in tako naprej. Ampak to je to obračanje plošče. Sej mi tudi to ploščo obračamo, da smo na jasnem. Sej v bistvu vsaka serija je tudi nov test, ne? Itak, ampak... Glej Minnesota pa Enta, ker noben več tukaj ne govori zdaj. Ja, okej, sam to je bilo neverjetno, kaj se je delalo okoli Enta. Sej Ent je premagal največjega favorita za naslov, oziroma da vsaj pride iz zahoda, sej je premagal. Sam, oladite ljudje malo, stari, to ni on ni od Michaela Jordana. Mogoče mu je malo facialno podoben, pa mogoče ima kakšen fadeawayček, to sem rekel zdaj kadonka, kakšen fadeawayček, ima mogoče podoben, sam, dajmo se umiriti ljudje, no. A veš, in pa, sej ne bom zdaj tebe namočil, ampak ti si bil high na Entu. Ja, malo te moram, ne. Ti si bil high na Entu, ampak tudi zaradi drugih razlogov. Dobro, sem jaz nikoli nisem rekel, on je novi MJ, ne. Pač meni je on všeč zaradi osebnosti. Ja, jaz sam hočem povedati, da tega je to, ki isto je Joe Mazzulla doživel. Hud, care, pa si pa dobo po kanti, pa stari ne znaš time-outa v pravem trenutku klicati. Ne. In to je, mislim, sej vem, da tudi mi to počnemo na cajte, ampak ne vem. No, eno vprašanje imam v bistvu še tako za vaju, oziroma za vse tri. A je slabš prideti v finale, pa finale zgubiti? A je slabš puhant v, ne vem, drugem krogu v končnici? Moje mnenje je, da pač to, da prejš v finale, se nikoli ne pozabi. Mogoče je tako v momentu, ko ga zgubiš, se počutiš, da je slabš, ampak to je stvar, vemo, da je v NBA-ju ta kultura championship, ring or bust, ampak jaz mislim, da vsem, poglej Chrisa Paula, podobne igralce, ki sem govoril, nikoli ni igral finale ali pa do koliko časa, ali pa kakšni še konferenčna finale, recimo Harden je igral finale, ampak kot rezervna, v tisti prvi iteraciji. Ki še nikdar ni bil v konferenčni finale. Recimo, da sploh če pogledamo že Lukovo kariero, je pač to definitivno stopnička gora. Ga bojo sigurno, sem siguren, če bo izgubil to finale. Ja, zdaj govorijo, da je najboljši igralec, pol ne bo več, ampak ko se bo pogledal nazaj, je to neki v CV-ju, pa neki dosežek, ki ga težko pozameš. Tudi Dallas, če pogledaš, je igral, to je njihovo tretje franšizno finale. In te zadeve se, ne tako kot naslovi, ampak se beležijo, pa se spomnejo. Za Dallas je to korak naprej. Tako da sigurno boljš, da si v finalu, kot pa da nisi. Zdaj pa, če si prišel tretjič zapored v finale, pa spet zgubil, pa po mojem mogoče boljš, da si v Cancunu že mesec dni. Tle sem pa hotel segway narediti na Boston. Ker rataš, dobiš to nek ta tag loserja in se te to prime in tako naprej in tako naprej. Tle sem hotel pač segway na Boston narediti. Oni, če zdaj ne zmagajo finala, to je pol že neka, to je že barijera, huda psihološka za to ekipo, ne? Rekli smo, stari, 6 v 8 letih, to je what? S tem, da si pa bi bilo boljše v prvem krogu izpas, pa reči,
bas sezona, ampak to se je zgodilo. Isto Dallasu, ki so imeli najboljši skor po rednem delu sezone in Utahu se je enkrat zgodil in tako naprej. Ti si bil šestkrat v finalu konference, s tem, da si samo dvakrat šel v finale, že v startu. Ne? Ja. In zdaj, če ga še drugič zgubiš, je pa tudi zanimiva ta narativa. Ne? Zdaj je Boston kar naenkrat, isto ti si rekel, da te lokalni bostonski mediji se kar utepajo vloge favorita. Ne? Zakaj se mi ne pogovarjamo o tem, Boston igra finale lige proti peto rangirani ekipi rednega dela sezone. Pustimo, to peto rangirano, malo je to, najverjetneje bi Dallas bil više, če bi celo sezono igrali. Vzhodu, ampak je vsem 15 tekem bil za... Ja, ampak nema veze, ne? Pač so pa številke, Američani imajo tudi to radi. Ne? Načeloma bi to finale v neki teoriji moglo, isto ko je imel rdečo preprogo Boston do zdaj, ima zdaj rdečo preprogo proti Dallasu, da pač končno s to generacijo osvojijo. Ne? Ja, jaz mislim, da je Boston izraziti favoriti. Ne, Boston je favorit. Je res, da Dallas ni klasični peti nosilc, pa klasična ekipa, ki ima 50 zmag, to so pokazali v tem play-offu, to, kar sem prej omenil, ker igrajo tega trada res čez enim drugim nivoju. Je pa tukaj še ta druga stvar, ne? Predvsem po tem, kar sta naredila proti Minnesoti, Kyrie pa Luka, ne? Se pač vidi, ne? Da je tista ekipa, ki ima načeloma najboljšega igralca, je zelo težko nam rekel, da ni favorit, ampak da mu rečeš, da nima šans. Ne? Tako da tukaj je pa potem se to malo izenači, pa se reče, ja, mogoče je Boston favorit, samo še vseeno sta pa mogoče Dallas lahko v kakšnem momentu celo dva najboljša igralca v seriji, kar je pa potem že smešno, če tekme zgubljaš. Ne? Točno to. Zdaj pa če gremo malo v to taktiko ali pa match-upe, eno je to metanje trojke, sem ga prej omenil, drugo je pa close-out tekem. Ne? Se pravi, Dallas ima dva igralca, ki lahko tesne končnice, to je zdaj dobro dokumentirano pa dokazano, pretvori v zmago svoje ekipe. Ne? Medtem ko Boston je glih na tem področju mogoče imel še največ težav, kako oni zaključujejo tesne tekme. Ne? In tu je še eno poglavje, ki gre, vsaj v mojih očeh, v gladko na stran Dallasa, ne? V teoriji pred začetkom serije, se ne vemo, kaj se bo zgodilo. Ampak če moram zbrati, s kom bi ti raj zaključeval, z Tatumom ali pa Brownom, ali pa Holidayem, ali z Irvingom pa Dončićem? Sigurno z Irvingom pa Dončićem, ker imata to ekstra dimenzijo, ki tista dva nimata. Sta še vedno skorajsko orientirana in v končnicah oziroma sploh v finalu ti obramba vrže vse prej, kot pa 1-1 coverage pred tebe v ključnih trenutkih. Tako da je treba najti pravo rešitev. Luka to počne že celo življenje od zibelke, recimo. Kyrie pa se mi zdi vsem skorajsko veliko bolj nadarjen kot ta dva. Ne mogoče s sajzom, ampak glede na to, da lahko z levo roko dobesedno v šprintu obrnjen stran od koša zadane za zmago, je to še en X-faktor. Tako da tle ima prednost sigurno Dallas. Jaz bi mogoče samo bal se Bostona, kjer je meni veliko boljša ekipa kot recimo Minnesota, ker ima veliko več ball handlerjev. Se pravi, Minnesota veliko lažje ostati, zato ker ima enega Conleya, ki bi mogel tako, kot je že v studiu sedeti, da se malo pohecam. Pa imaš Edwardsa, ki smo videli skozi celotno serijo, da je bil v bistvu prisiljen malo razigravati svoje moštvo. On to ni. Vem, da simpatiziraš z njim, ampak to je zaenkrat še zelo mlad koš igralec, ki je agresiven, spotlight na mene, mi. In je odličen v tem, ampak to ni dovolj za zmago proti šampionski ekipi. Kdo je pa potem, ki še lahko zatapka, inicira napad, karkoli skreira, ga ni. Ne? Tle je Boston veliko močnejša ekipa, veliko bolj nevarna. Ja, jaz bi rekel, da je pri Bostonu, oziroma najdemo najprej tega Enta razčistiti. Ne? Meni je Ent ful všeč kot igralec. Smo dregnali v ose gnezdo. Ne? Ful všeč mi je kot igralec. Umravlišče si dregnil. Zelo všeč mi je on tudi kot oseba, všeč mi je to, kar govori, v mojih očeh zelo težko napačno izjavo pred, med ali pa po tekmi. Ampak jaz bi gledal na ta play-off, v bistvu zanj in za celo Minnesoto je to neka faza odraščanja mlade ekipe z zelo mladim superzvezdnikom, podobno, kot je Dallas, ko je 2 leti nazaj igral konferenčni finale, pa so izgubili od Golden Statea, je bila to mogoče neka faza, ko je Dallas prišel do enega limita in v unem primeru je bilo to konferenčni finale, pri čemer so tudi v drugem krogu izločili Phoenix kot prvega nosilca oziroma glavnega favorita sezone, kar je zdaj ratalo Minnesoti, ne, proti Denverju. In mogoče to tudi dobro za njih, da so izgubili in da v tu lahko sem napredujejo. Jaz mislim, da bo tudi Ant napredoval v košarkarskem smislu, pa postal boljši in asistent in tak naprej. Ne? Kakšen koup. Kakšen koup. Kar se pa Bostona tiče, ne? Pa točno to, kar si rekel, oni imajo
če pomislimo, Dallas je igral proti ekipam, kjer se vedno lahko enega na igrišču ignoriral. Gidija pri Oklahomi, naj pride ta Cason Wallace, naj pride Terence Mann, Zubac, ne šuterji. Terence Mann, Zubac in tako naprej. Ne. Zdaj pri Minnesoti Gobert ne šuter. Pride Kyle Anderson, ki jim je mogoče celo veliko težav delal z neko off-ball igro, ampak so ga ignorirali. Ne. Tudi Nickeil Alexander-Walker, če je dal 2 trojki, se noben ni preveč sekiral zaradi tega. Ne. Zdaj imaš pa ti Boston, 8 šuterjev. ki 8 ljudi da trojko. Cela rotacija, vseh 8. Jaz mislim, in to, kar si ti rekel, ne? Mirko mu je ime. Ne. Me veseli. Pa še rekel te nazaj. Ne. Pozabil v nek code name, veš, to je vojaški. Kar je Mirko rekel, ne sem, da imajo bolj handlerji, ne? In tukaj sta, ne? Če sta glavna kreatorja ali pa največji izolacije igrata Tatum pa Brown, ne? Derek White je njihov glavni pick and roll igralec, najboljši pick and roll igralec. Tudi Jrue Holiday, ne? In Boston, to recimo, ko bojo gledalci gledali tekme, Boston je ekipa v NBA-ju, ki največ igra tako imenovanih guard pick and rollov. Oni ne igrajo klasičnega pick and rolla s centrom, včasih s Porzingisom iščejo kakšen switch pa matchup. Ampak oni bojo s prazno stran, igrajo guard pick and roll, sprav z 2 branilcama in tukaj pride Tatum, ali dobiš switch, ali se ga izogibaš tako kot Indiana, ki hudič križa in potem si v neki smešni rotaciji, ki igrišče raztegnen, res, ker vsi ostali šuterji stojijo 1 meter za trojko. Ne? In tukaj bo to, kar si samo omenil, največji challenge za to schemo Dallasa in oni so imeli v rednem delu probleme z Indiano, so 2krat izgubili s Bostonom, ker imata Lively, sploh pa Gafford te instinkte, da se vedno nekako pomakneta v raketo, kjer na ta način ta njihova schema na to funkcionira in zdaj, kako se bojo oni na to prilagodili, bo pa zelo zanimiv, ker je to čisto ena druga dimenzija napada, ki ga pa Dallas najbližje temu je pa mogoče bila Oklahoma, samo tudi tam Chet Holmgren trojk ni zadeval, pa ni toliko izrazito. Tako, niti ni navajen toliko teh šutov vzeti, kak jih je en Al Horford, ne. On meče 40% za 3 skota, center že zadnjih 5 let. Ne. Bomo videli Porzingisa, kjer zna biti tukaj mogoče. On je veliko bolj, bomo rekel, striki šuter. Tudi v Dallasu je imel sezono, ki je meto 38, pa sezono, ki je meto 31. Tako da on mogoče tukaj, sploh zdaj, ko bo prišel, bomo pa rekel, sigurno hladen, bo tudi on zelo v glavi imel še kakšno zadevo. Kakšna narodnost je motiviran, Horford? Čistko Dominikanska republika. Bravo, fanti. Republika Dominikana. Vidi se, da si neki ruma že spil v življenju. Obiskal sem Dominikansko republiko, ne boš verjel, kar 3krat v svojem življenju. Bravo. Ja. So to Še ta kot barva. otrok. Ja, Zato ta barva. Zato ta malo, kako bi rekel, južnaškega melosa. Nisi spal pri Tito Horfordu. Ne, ja, Tito je pa tudi legendica. Ne, kako je že glavno mesto? Santiago Domingo. Tam je pokopan Krištof Kolumb. Spet zemljepisne urice, Če naredimo full circle, ko smo lih pred Ali je Amerikani, Santo Domingo? Santo Domingo. Kaj sem jaz rekel? Santiago. pa ko govorimo, Moje Santiago de los Cavalleros. Ja. ko govorimo o Dominikancih, pa nivojih šuterjev Ala Horforda, ne, pa serije, ki je imel Towns, ki tudi ali pa je igra za Dominikano. Ne. Pa je Dominikan. Towns se je pred letom deklariral za najboljšega šuterja, 7 footerjev vseh časov, ne bi jaz rekel, in to v Dallasu jim je šlo zelo nos, ne, ker je pač Dirk Novitski svet, jaz bi rekel, mogoče še na Dominikani ni najboljši šuter, ne. Ker je Al Horford boljši. Ja, to je glede na videno, v play-offu je Horford svetlobna leta pred Zelo dober full circle moment. mačkico. A mislimo, da bo Dallas probal veliko small balla igrati? Ne vem, jaz mislim, tukaj Maxi Kleber, ne, on ima te momente, ne, on tudi, če pogledamo, prišel je po poškodbi, igral zadnjih par tekem. Maxi 5, PJ 4? Ja, sej, ampak pravim, on jim je rešil eno ključno drugo tekmo, ko bi bilo lahko 2-0, ne. Je Maxi Kleber, ne vem, če se spomnite, proti Clippersom rešil, je zadev 2-3 trojke. Ne, in so s tem small ballom za 4-5 s PJ-om dobili. To bi mogla biti serija za njega, samo zadnje tekme, imel on spet tiste poglede, ki se ne upa vršiti na koša, ne. Verjetno tudi malo zaradi drame. Tudi malo uvajanja po te poškodbi, Tako. pa ni bil čisto siguren v to, kako bo Rama delovala, ali bo šlo ali ne bo šlo, in je bil malo zadržan tudi, je šutnit. Zdaj pa je čas, da bo bolj agresiven, Jaz pa mislim- večkrat pogledal proti košu, ker jaz mislim, da Dallas bo vsaj do neke mere probal igrati small ball, se pravi z nizko peterko, ne? Jaz mislim, da bo to adjustment, ne. Da oni bojo Prvo bojo probali oni bojo normalno. probali Ja, z isto ja. taktiko, kakor so probali proti Entu, kakor so probali proti SGA-ju. Se pravi, zgostiti raketo,
igrati nek 1-1, ampak vsi ostali pokrivajo raketo proti Tatumu in Brownu. Tatum in Brown, če gledate, zdaj sem gledal za preview, ki ga delamo, ne, Brown 38% šuta na obroču, kar je ogromen. In tam vsi mečejo čez 70, zato ker so jih to raztegnili, so bila to polaganje za kocane. Tega prodala so sem jaz siguren, prve 3 tekme ne bo. Zdaj, a jih bojo kaznovali, pa bojo zadelali Drew, pa bojo zadelali Porzingis, pa Horford, trojke. Če se bo to zgodil, potem bomo šli v nek adjustment, pa po moje small ball, pa PJ, pa Kleber. Ampak začeli sigurno ne bojo tako in jim bojo vzeli obroč, to sem jaz siguren. Samo je pa Boston to, če kdo sposoben to res kaznovati, je to Boston. Ja, in tu je pa moja največja skrb za Boston je pa ta, da v veliki meri so oni odvisni od zadevanja troj, ker jih ogromno zmečajo in ogromno jih tudi zadenejo. Ampak ko se tebi enkrat trojka ustavi in glede na to, koliko ima dobro v raketi obrambo Dallas, bo težko Boston našel hrano v raketi in jo bo iskal od zunaj. In če se trojka ustavi, jaz pa ne vem, kaj točno je še rešitev za Boston. Ne? Ja, ni. Ko pa govorimo o teh match-upih, je pa zanimivo bo videti, kdo bo boljši oziroma kdo bo svoj način igre uspel uveljaviti. Ne? Ker hitro se lahko zgodi, da Gafford pač ne bo faktor v tej seriji, ne? Ker se ne bo mogel gibati zunaj in bo mogel biti na klopi. Ne? In ko mora Maxi enkrat igrati 30 minut tekme, ali pa je Lively mogoče v težavah z osebnimi, ali pa če moraš celo igrati, kaj pa PJ pa Derrick Jones na 4-5. A je to nekaj, s čimer se lahko vsaj poigraš? Jaz mislim, da to probaš na kakšno minuto, dve stint, ampak da bi to igrali dolgo serijo, ne. Mislim, da tukaj bo velik pritisk na Livelyju, ker on ne glede na to je vsaj kakorkoli bil Gafford dober, Lively je že zdaj, jaz bi rekel, 2 nivoja boljši igralec. Predvsem tega, kako je v obrambi veliko bolj gibljiv, kako lahko on hiter na trojko, na close-out gre, tudi to inteligenco na short rollu, kako zna podati in tukaj bo spet neverjetno, ampak na 20-letnem rukiju pritisk, da bo mogoče igral 30 minut na tekmo. Ne. To bo največja, bomo rekli, adaptacija, ki jo naredijo v finalu, ki je pa res, ne. Prideš na 6 igralcev, ki ti igra, je to, da bo Lively igral 30 plus minut. Ne. Lively je tudi ta faktor, ta prink mu zelo pristoji. No? Ta energetska komponenta, ful je bolj živ od Gafforda. Gafford talentiran, skočen, vertikalen, zelo, ampak Lively se ne ustavi in dejansko vse te napake, ki jih kot mlad zelen mladec počne, jih nadoknadi s to izjemno energijo. Ne? Plus to, da je višji, ne? On je vsem, ima, ne vem, razpon rok 15 cm in to se pozna. Ker ena stvar je tudi na drugi strani, če bo hotel Dallas, da igrajo ti visoki igralci, ne? Bostonova obramba temelji na switchu. Tudi cele redne dele, če ste pogledali večino, je bil Tatum na Livelyju ali pa na Gaffordu in je bil Horford na Derricku Jonesu ali pa Porzingis zato, da so lahko ta pick and roll switchali in so potem Dallas igrali. Najlažje to kaznuješ, je tako, da jih ubiješ v napadalnem skoku. Ja. Ne? In če bo to uspel recimo Livelyju in Gaffordu kaznovati ta napadalni skok, da bo igral Luka 1-1 s Horfordom na switchu ali pa da bo dal 2 na žogo, kar pa ni lahko. Ne? Ker to je podobno kot proti Oklahomi, ko je Dallas v bistvu živel od tega, koliko bo pobral napadalni skok. Tukaj mora ta atletika PJ-ja, Livelyja, Derricka Jonesa mora priti do izraza in tukaj bi mogel Dallas delati to razliko, če hoče igrati visoko. Mogoče ena prednost, ki jo ima Dallas, je dejansko rotacija ali pa dolžina klopi. Jaz bi rekel, da Boston ima mogoče od 1 do 5 boljšo prvo peterko po neki surovi kvaliteti igralcev. Se pravi, dajmo reči Porzingis, Brown, Tatum, Holiday pa White. Vemo vsi, kakva je prva peterka Dallasa, ne? Ampak ko gremo pa pogledati igralce, ki vstopajo s klopi, imaš ti pri Bostonu koga? Al Horford, ok. Pritchard. Peyton Pritchard, pa Sam Hauser. To so 3. Ja. Zdaj, jaz bi rekel tukaj šutersko, imaš največji možni luksus. Ja. Ampak jaz mislim, da je to serija, ki bi mogel Luka, čim bo videl Kyrie, Pritcharda, Hauserja, se ga iskati in mismeče. To je izločiti takoj, v 3 minutah nimajo oni kaj več delati na igrišču. Dajte mi pojasniti, kako bo Porzingis branil pick and roll Luke ali pa Kyrija. No sej, to je pa še Kyrie, ena stvar. Predvsem, ne mislim. Jaz mislim tukaj, kukor sem gledal filma zdaj za ta preview, ne, Kyrie bo zelo težko drug matchup iskal kukor za centra. Ne. Ja. Ampak centra pa niti Horford že iz Luko ga je lomil v zadnje leta izolacije brez problema.
Porzingis niti Horford ne morata ostati in bojo mogli, če bo hotel Dallas Boston spraviti rotacijo, se pravi, da 2 na žogo, je to Kyriev pick and roll proti enemu centru. Je pa res, da bo verjetno center kriv Dereka Jonesa in potem spustiš žogo na Dereka Jonesa, ampak proti Oklahomi je to on super šel, recimo. Ne? Ja, to bo ful zanimivo, ne? Kako se bodo oni, zdaj smo veliko govorili o tem, kako bo Dallas branil Boston, ne? Ampak če obrnemo ploščo, kako bo Boston branil Dallas, ker v bistvu ekipa, ki je dejansko ne moreš čisto braniti zaradi pač te čarovnije, ki jo ima Luka v sebi, ne? Pa kako on zna reagirati na vsako situacijo. In ne vidim, na kak način bi s to peterko Boston lahko omejil Dallas znatno, ker bodo imeli težave v skoku, ker je nemogoče pokriti Luko, čeprav imajo neke orožje, ampak tudi če ga pokrivata, ne vem, Holiday pa White, te prijem za roko, prosim, pridi z mano v raketo in tam te bom našeškal, ne? Mislim, Jaz mislim, da eno dejansko stvar podcenjuješ, ne vem. po moje, podcenjuješ to, da mi smo rekli vsem, se bo igral pick and roll na Horforda, ampak Horford bo branil Dereka Jonesa ali pa bo branil PJ Washingtona. Spustili se bo žogo na PJ Washingtonu, takrat boš imel pa ti na weak side 2 igralca prve peterke obrambne. Ta luksus, ki ga ima Boston, da ti Jrue Holiday ne krije najboljšega, ali pa krije Kyrie, ali pa Derek White in da ona dva od zadnji rotirata, tukaj pa jaz mislim, da bo pa Dallas imel probleme. No. On dva sta taka stiki igrača pravijo. Minnesota je imela super individualne, pa tudi super sistem. Goberja nabil raketo Enta, Jaden McDaniels, ampak IQ obrambni, enega Enta, brez žoge, pa Jrue Holiday, pa Dereka Whitea ne moreš primerjati in tukaj jaz mislim, da je pa kvaliteta Bostona, plus tega, da je še Tatum spet in v zadnji na te tako imenovani weak side obrambi, tukaj se mi zdi, da zna Dallas imeti probleme, ker so te sploh Jrue katastrofa za nasprotno napad. Koliko hiter, koliko dobro on te odločitve, tako kot jih v Luka v napadu, jih on v obrambi sprejema. Ne? Jaz mislim, da je velika razlika med lanskim Bostonom pa letošnjim Bostonom in to je Jrue Holiday. Tudi proti Indiani je praktično dobo 2 tekmi. Ne? Pa, kakor je isto rekel, so crisp odločitve, on the go, predvsem v obrambi. Plus, ne smemo pozabiti, da on je tudi pri Milwaukeeju praktično dobo na zadnjo tekmo, tako da Jrue je velik igralec in velik šef in mislim, da je Boston neprimerno boljši, kot Boston brez Jrue Holidaya. On je v podobni situaciji kot Irving pri Dallasu, ne? Se pravi, njemu zelo ustreza. Zanje tudi v tej fazi njegove kariere velik luksus, da je v ekipi, kjer je tretji, včasih mora biti drugi, na trenutke lahko tudi prvi, včasih 5. najboljši igralec. Se pravi, išče svoj položaj in nič ni glavni krivec za neuspeh, ne? In to je zanj, jaz mislim, da zelo dober položaj, v katerem se je znašel, ne? V takem kvalitetnem kolektivu. Ne? Je pa on, če smo prej rekli, Porzingis, zame je fascinantno to, da on ni klasičen šuter. Da recimo on je, ne vem, finale, pritisk, ne? On recimo to sezono meče 45% skota, 50 se mi zdi za 3 noro, ne? Ja. Ampak imel pa finale takrat v finalu z Milwaukeejem, on ni zadev bazena, 30% za trojko. Tako da on se mi zdi, da bi lahko bil en igralec, ki mogoče, ne? Dallas bo potreboval eno slabo šutersko serijo Horforda, Jrueja, KP-ja, enega od teh igralcev, celo Dereka Whitea, čeprav zdaj izgledajo vsi zelo impresivno. Ne? Ja, se tu je najverjetneje tudi največja neznanka, ne? Kaj se bo zgodilo z vsemi temi igralci, pa se bo tresla roka, ko enkrat, ne vem, ti ne gre vse ko po maslu, ne? Ko ti izgubiš, na primer, prvo tekmo, ne? Pa si kar naenkrat gubiš 0-1, doma imaš drugo, zavedaš se, pa spet te črvi pridejo, ne vem, Brownu, Tatumu, spet finale, spet nam ne gre, kaj zdaj, kako to sploh. Po drugi strani imaš na klopi enega mladega trenerja, ki se mu isto lahko zgodi v bistvu, ne? Ki je, Al Horford je mislim, da starejši od Joea Mazzulle. Mazzulle je 35, on je 38. Ja, kar je zanimivo. No? Eno vprašanje za vaju. Kdo bo primarni branilec na Luki Dončiću? Sem vedel. Ja, isto kot govori pravilno. Pravilno, mislim, do zdaj, kukar je izgledal, pa verjetno bo začel, bi jaz rekel, Jaylen Brown, ne? Ker on je fizično najmočnejši, edini lahko mu parira. Je pa res, da kakor smo videli vse serije pa zgodovino Lukovega play-offa ni glavno vprašanje, kdo začne, ampak kdo konča na njemu. Ne? Tako da to je mogoče ena stvar. Ne? Jaz sem tudi imel v glavi letošnje tekme, da je bil recimo en Jaylen Brown zelo kompetentno fizično na njemu,
ampak zdaj, ko sem malo gledal za nazaj, se mi zdi, da je spet... Da ga na Šeško. Da ga spet, Ja, da v bistvu ni bil da to. ga dobi na bok, tako kot za ja, Jelena ja. McDanielsa se govorili, ne vem, če veste, zato sem pošel prav googlati ta uradna teža NBA igralcev, ne, to, ko priješ ruki, ne vem, Luka 230 teh pouncov, on ima v drugi sezone, zdaj, a je imel vmes gor dol, ne, Jaden McDaniels smo še vedno 230, ne, 195, mislim, da je 87 kil listed weight, ne, kar se mi zdi, da jih nima 87, ampak jih pa tudi, če jih ima 100, njegov problem je ta teža. Ne? In tako da jaz mislim, da tako, ko ga je Dort tepil, pa to, kar smo opustili, pa tudi roko na srce fizično, takrat ni izgledal, da ga ne bo Jaylen Brown. No? Jaz mislim, da ima Luka vseeno to... Pa Jaylen Brown si ne more privoščiti, da porabi toliko energije kot To- en To je bil pa moj To je bil Ker pa je problem faktor v Antonija napadu. Edwardsa v prvi seriji, ne, ko smo govorili o Kyriju, kako je v prvi seriji pokazal Anto, da se ne bo šparil. Ne? Koga bi ti dal na Luko, če si Joe Mazzulla? Jaz bi se pač predvsem probal sest, edini telesno, tako kamo lahko, S kom bi se usedel? ja, z gospodom Brownom, pa bi mu rekel, lej, Ne rabimo te hočeš biti prvak ali hočeš dajati 25-30 v finalu, to je zdaj ena velika razlika. Ti hud Dorta, pa, dobro ki je netalentiran, no, mislim, človek je v NBA-ju, seveda je talentiran, ampak recimo v seriji, To je njegov life izziv. tako, in on je 100%, kot spomnimo se Delavedove, se spomnimo Delavedove, Zdaj debatira. čakaj, ja, deva se midva svoj podcast. Ne, Ampak Delavedova recimo je bil tako žrtvovan recimo pri Ja. Ali Clevelandu pa za Andrew, ali pa Iguodala, ne? Boston tega nima. Vsaj tega jaz ne vidim, tako da jaz bi se usedel z Brownom, če ne drugega bi ga prosil. Ja, dol ti bo Luka 30, 35, 40, ampak jaz rabim, da ga ti utrujaš in me ne zanima, kaj boš dal v napadu, bomo tam že malo, imamo dosto orožij. Stari, ti si rekel... Ne, jaz sem rekel Ti si Jaylen rekel, Ampak to se ne bo zgodilo. Holiday, To stari. se ne bo zgodilo. Se bomo slišali. Drew je Ne, jaz premajhen. mislim- ne, pa Aj Drew je Matko premajhen. rekel Ne, slučajno jaz mislim, pol. Drew. da tudi bro, Drew. Mislim, V vsi se delih bodo najbolj serijah zamenjali, tako je. ne? Absolutno. Premajhen. Ena stvar, ki jo kle ne vidimo. Jaz ne. sem, meni je sem super, da smo že skoraj vse našteli, razen tistega, ki Derricka je Whitea, ne. dal na Luko in to je ne. Derrick Derrick White, to je To so mouse in the uruzak, house. pa gremo v koš. Mouse in the house Ne, je to. sorry, ja. Ampak ne, eno stvar, ki jo pa pozabljamo, Uruzak. ja, pa na hrbet. Da si ga predstavljaš, veš? Prosim, Eva, na social mediju, Derrick White v Ruzaku. Pa maha ven. Ne, ampak eno stvar, ki pozabljamo pri igralcu tipa Luka Brown, Dončić. ne? Aha, Brown. Ta fizični in mentalni burden, ali kako je breme, ne? Ki ga imaš, branite eno Luka Dončića, eno serijo, 7 tekem se nalaga, se meni zdi. In slejka prej te zlomi in fizično in psihično in jaz mislim, da je to, niso, tudi en Jaylen Brown, ne glede na to, koliko je dober igralec, ni na to navajen. Ne? Sploh zato, ker ni on Dort, ki je mogoče bolj navajen imeti take serije. Tako da bomo videli. Mislim, Dort se napali na to, da bo zdaj obranil Luko Dončića, ne? In ne razmišlja o drugem. Jaylen Brown se pa pali vsako tekmo na to, da jih bo dal 25-30, ne? Ampak mogoče Jaylen Brown ni najbolj čislen igralec v mojih očeh, ne? In če bi jaz Boston, bi že zdavnaj najbrž ga tradal. Ampak jaz bi dal Jaylena Browna na Luko in bi rekel, to je tvoja naloga v tem finalu, tudi zato, da ne serija v napadu. Da pač pusti mogoče drugim ljudem, da igrajo v napadu bolj. Napadu, to bo Ker če ne najtežje. serijo, Vem, pa serije vem, Tatum, ampak- če smo zdaj. A so bili suvereni? Jaz bi vseeno Da. raj dal Tatumu, kot pa Brownu, da serija v napadu. To je moje mnenje. Ne? Ker Jaylen Brown lani, na primer, je zgledal, kot da z levo ne zna tapkati žoge. Ne? Zgleda, da je v tem malo napredoval. Sicer pa, Luka, ti si se poglobil v Boston v preteklih serijah. Ne boš to bolj. Ampak ja, ne vem, no. Meni se zdi Jaylen Brown še skozi najbolj primeren Prav se branilec. strinjam, Jaylen Brown. Težo. Za Luka takrat rabaš težo. McDaniels je odličen branilec, ampak je zgledal kot otrok. Luka, ko je po 20 minutah prve tekme ugotovil, da lahko separacijo dobi, kadarkoli se nasloni na njega, kar je z Dortom bilo bistveno teže. In tudi, ko jo je dobil, se je trošil. On je mogel Dorta premikati in to te troši iz minute v minuto. Tle je bilo pa, kot da ga krije prekla, po domač povedano. In Luka, kadarkoli se je naslonil, je bila to za njega otroška igra. No. Za Dorta si vedel, po mojem, tudi to pa na drugi strani mentalno, da je bil ta punishment, ki ga boš vzel, ko te bo on stokrat branil, ko te bo na piku, koliko udarcev, koliko boš na tleh, je po mojem bil težek. In pač McDaniels niti Jaylen Brown nista taka tipa igralcev. Tle bi ful rad opozoril, da je Luka zelo fizičen igralec.
mi ga vidimo skozi flopat. To je ta kombinacija fizičnosti in neverjetne prefinjenosti, kako vzeti faul. V momentu, ko pa obrambni igralec rata fizičen proti njemu, to zelo dobro izkorišča. In to je tisto, mi se ne zavedamo, koliko je ta fant dejansko močen. In on je dobesedno bully basketball igra, če je obramba perfektna in bo prišel do svojega koša s to prefinjenostjo, neverjetnim občutkom v kombinaciji z nadnaravno močjo. To je pa genetika. To je pa genetika, ne? Nekaj je na tem. To je pa genetika, ne? Ta čokatost in višina. Je kar dobro net, a? Še ena stvar. Čokatost. Čokatost je pa kar dobro met, kaj praviš? Se pravim, jaz sem žal sam čokatost višine, pa ne. Še ena stvar, Dallas nima prednosti domačega igrišča, ta prednost pripada Bostonu, ampak letos v play-offu gostujoče ekipe igrajo ful dobro. Pa zdaj je tako, mogoče širša slika vprašanje, a je šla po gobe ta izrazita prednost domačega igrišča in zakaj? Covid. Ok. Ne, Covid to je- sem čisto... Ne, ampak Covid je bil takrat dejansko Prelomnica neka. anuliral je, ne? Mislim, Jaz mislim, da ne, ampak imajo pa v Dallasu sploh za Luko en kup teorij, navijači vidim od tega, da doma, da v gosteh manj se pritožuje na sodnike, je bolj motiviran, pol da doma slabš spi, ko ima majhnega otroka, ampak ja bi rekel tako, statistično je to po moje bolj randomnes letos. Jaz bi rekel, da to tudi ne drži, oziroma da so domače ekipe še vedno boljše, ampak je pa res, da pač Dallas je brez home court advantage-a v vseh treh serijah prišel naprej, pa imamo mogoče zaradi tega ta feeling. mislim tudi Minnesota na primer je dobila v v sedmo Denverju. tekmo v Denverju in tak dalje. Ko že rečejo, Denverju drugače? A misliš mesto miljo visoko? Tako se res, ja, pozabil Če sem. ta vzdevek spustiš bilo kje blizu omembe Denverja, je to greh. Tako je. Ok, zadnje dejanje pred začetkom finala, napovedi. Mire, Jaz sem navijač Dallasa, tako da bi igral zdaj proti ne vem kakšnemu favoritu, pa za mene Boston ni zdaj ne vem velik favorit, bi rekel Dallas, tako da jaz rečem 4-2 Dallas. Ne glede, kaj si strokovno mislim o čemarkoli. Ja, ok. kaj pa če razdeliš, strokovno pa kot navijač? A se strokovni... Jaz sem hopeless romantic, 4-2 Dallas. Okay. Jaz sem za vse serije do zdaj napovedal 4-2 za Dallas, pa okay. To zadnjo smo falili, je bilo 4-1, tako da če bom zdaj falil, bom ful vesel. Dajmo tako reči. Upam, da bo Luka to videl. 4-0 Boston. Ker tako vem, da bomo privabili iz njega žival, ki se zbudi in gre lahko sama proti Jaz celemu mislim, da svetu. ko se bo on v okolišu Tidi Gardna pojavil, bo že slišal marsikaj, da ne bo treba kaj dosti drugega za njegovo motivacijo. Ja. Je pa škoda, kaj je bil, ne? Naj bo na mene jezen, pa naj osvoji naslov. No? Ja. Jaz bi tudi rekel 4-2 Dallas, kar sem tudi že napovedal večkrat, Tilen. Je pa res, da je ongoing joke, ne, da karkoli napovemo in v teh prostorih in v enih drugih prostorih, da vedno vzami, kar imaš na računu in stavi proti napovedim. Razen Sale, sem Sale ta don sklenine. Sale je tudi rekel 4-0 za Dallas. ne, Sale to serijo, mi zančno, tako On da- je zdaj rekel 4-2 za Zvezdo, ampak Ja. Sem rekel, Sale, svaka ti čas za juni, ne? Pa je rekel, zakaj sem pa strokoven komentator. Zakaj me pa imaš? Lahko bi rekli, da ima nos za te stvari, dobesedno. Tako je. Super, Tilc, pa ti? 4-2 Dallas. Enotni? Lepo. To je definitivno ne bo rezultat. In to bi bilo tako super, ker bi mi dva šesto tekmo lepo še odkomentirala iz Dallasa in potem spakirala kufre in šla nazaj v domovino. To bi bilo tako dobro. To je bilo zelo dobro. Koliko še da predvidimo, če že rezultat predvidevamo, koliko kilogramov se bo nabralo v tem izletu v enem? Oh. Ja, mislim, česa zdaj, ne? Čokatosti. Ali misliš pač tako v kufru Sam ali se je v javil, kufru? ne? V kufru. v Lahko kufru, verjetno kufru. shujšu, ta se ne more zrediti. Ja, ne vem. Jaz sem celo rekel, moji dragi, da bomo probali kaj v trgovino hoditi, pa kakšno salatko kupiti, pa je rekla, dobro, komu ti lažeš. Dobro, hvala za gostovanje. kulinarično je zelo, da bo pol naslednjič. Med 2 pa 4 pričakujem. No. Barbecue. Solidno. V Teksasu je Barbecue chicken. boj da dober. Je, ti povem z prve roke. Ja, nič, hvala vsem, da ste se oglasili na areni. Hvala vam, da ste v naši družbi. Kako
ko je kamera obrnjena, on se je. Še kamera me ignorira, pa me ne boste vi, pa to je neverjetno. Prej ste se posebej pogovarjali, mi dva posebej, vsak ima svojo kamero. Ja, točno to. Nič, hvala, srečno Dallas, srečno Slovenija. Upam, da bo čim več ljudi budnih. No. Upam, da bomo tudi zrihtani kakšne te lokale odprte, da se bo po noči lahko gledalo basket. Tudi studio bo bil na Areni Sport, za vse, ki to poslušate ali pa gledate. Tako da prva tekma je na sporedu v noči iz četrtka na petek, o 2:30 tekma, ob 2 se začne studio. Luka, prosim, popravi me, če se motim. 2:10 se prične studio v prvi vrsti, ob 2:37 pa se začne tekma, ker smo že dobili podatek, da bo 7-minutna zamuda. In še vedno iščem odgovor, zakaj do te zamude prihaja. Pa naj to ostane vprašanje za prihodnjič. Hvala za gostovanje v našem studiu in prijeten pozdrav. A z ga perno ti vibrirali? A vštihal?